Pozdravljeni v oddaji Kulturni raport. Tokrat smo se odpravili na dvoboj besed oziroma na rap battle. Med seboj se je pomerilo kar 10 reperjev, nato pa je sledil še koncert. Pogovarjali smo se z nekaj sodelujočimi. Poglejmo, kaj so povedali. V petek je prvič po 7 letih v Centru mladih Koper potekal Rap Skills Battle, ki se ga je udeležilo 10 tekmovalcev, ki so se med seboj pomirili v rimah. Rap Battle je vrsta glasbenega tekmovanja, kjer se izvajalci, znani kot battlerji ali reperi, soočijo med seboj v verbalnem spopadu s pomočjo rim. Tekmovanje običajno poteka v živo pred občinstvom, kjer vsak izvajalec izmenično izvaja svoje besedilo v odgovor na besedilo nasprotnika. Rap battle je za nekoga, ki se ne ve predstavljati, ko nek roast. Pač v Sloveniji so ful popularni te stand-up komiki, ki se roastajo med sabo in to je na nek način v bistvu tak roast, samo da se tudi rimajo te fore en na drugega pač. Osrednja značilnost rap battla je uporaba verbalnih spretnosti, kjer izvajalci lahko pokažejo svojo kreativnost, rimanje, besedno igro in sposobnost hitrega razmišljanja. Tekmovalci pogosto uporabljajo humor, sarkazem in osebne izkušnje, da bi ustvarili bolj oster in učinkovit nastop. Tokratno tekmovanje je potekalo tako, da so udeleženci že predhodno izvedeli, kdo bo njihov nasprotnik in so na dvoboj prišli z že napisanimi rimami. Pred batlom smo govorili z nekaterimi tekmovalci. Moje ime je Tim, oziroma grem po imenu Tim Pes, prihajam z Markovca, z Kopra in moj nasprotnik je danes Maze. Kako si se pripravljal, oziroma si se pa kaj pripravljal na današnji rap battle? Jaz sem se, priznam, da bi se lahko več, pa ne to iz vidika kakršnega koli podcenjevanja, ampak pač enostavno, jaz sem ful neresen kdaj. Sem pa bolj te zadnje 3-2 dni vzel resno, tako da se veselim in ne vem, kaj pričakovati iskreno. Kako pa v bistvu potekajo te priprave? Jaz osebno pač si spišem tekst in potem ga nekako vadim, da si čim bolj zapomnim ali pa si pripravim neke oporne točke, da vem izhaja, če kaj pozabim in danes to priznam, da si bom pomagal s telefonom, verjetno zraven, ker jaz in teksti v life jih nisem zapomnil, pa sem naredil ne vem koliko komadov, tako da, ja. Imaš kakšen poseben stil? Stil? Pa kaj pa vem, če govorimo o samih komadih, sem nekako bil kao znan kot ljubavni reper, kao ljubezenski, ampak vseeno tako storytelling sem vedno rad delal, torej da govorim zgodbe, da nekako izhajam iz čustev, ali kako bi rekel, no, bolj tako. Kar se pa tiče teh bolj hardcore, surovih variant, pa bolj punchline, tako v stilu, z nekim poudarkom, neko metaforo, no, na ta način. Ti daje občinstvo tudi kaj hajpa, energije v batlih? Ja, sigurno, občinstvo itak ti počge dodatno, saj me bo, če bodo prišli do tega, ker če reagira občinstvo pozitivno, veš, da si naredil dober punchline, če pa negativno te pa zna udariti in pol pa moraš ti znati iz tega priti ven, da te to ne bo vleklo dalje, ne. Jaz sem Vera Bastard in danes battlam. Kako si se pripravljal na ta battle? Tako 2 meseca sem vježbal, pisal, potem sem ugotovil, da mi nič ni všeč in sem še enkrat začel tako nekako. In tudi po moje za tega, ker je tako dolgo cajta trajalo, si bo lažje zapomniti. Tako da je bilo kar zabavno. Vsak dan malo. Koliko časa se pa že ukvarjaš s tem? S takim battlanjem to je prvič. Sem hodil na freestyle tekmovanja, kar pa vem, kakšne 10 let. To je pa to, no. Imaš kakšen poseben stil, svoj stil? Ne bi rekel, da imam mogoče poseben stil. Pred bi pa pokazal, da konkretni punchline, ki so domišljivi, da je fajn, da je to tega malo, tako da če je fajn, da je tega malo, pa ga bom pa jaz prinesel, ne. Boš bral kakšno posebno strategijo danes na battlu? Ni dobene strategije. Kakor te ponese. Druge ni, moraš se prepustiti toliko. In če je treba kaj za freestylati, da se rešiš z kakšne situacije, pa še toliko boljš, vsaj pristno. Battlerje so sodili reperi Drill, Burke in ki so z nami delili pravila in kriterije, po katerih so nato ocenjevali battle. Smo 3 sodniki, jaz, Drill, Burke, vsak od nas ima en glas. Če je 3-0 pri nas, je to avtomatična zmaga za enega od tekmovalcev. Če je pri nas 2-1, ima publika
glas, ki šteje dvojno in lahko publika še to spreobrni, če je nekdo, recimo, če se je zgodila krivica, ker smo mi vseeno sudje in nobena mara sudi. Je v bistvu pomembna samo beseda, besedne te igre oziroma battle ali tudi nastop, prezenca? V bistvu cel komplet, za moje pojme, karizma na odru, prezenca, tudi konec koncev sufliranje punchlineov, kako narediti pauzo, tudi konec koncev, kako se zgradi zgodba tekom punchline. Ti lahko delaš samo punch na punch, ti pa lahko sestaviš celo zgodbo in v bistvu na koncu pride ta punchline. Tako da mislim, da je en tak koncept vsega. Tako. Vse moraš imeti, če hočeš zmagati. Ja, v bistvu ne sme pozabiti besedila, ki ga je pripravil, ker to je nekako prvo in osnovno in pol mora pokazati svoje veščine, nekako zdominirati nasprotnika, ga osmešiti, ga užaliti, v bistvu ponižati. To je nekako cilj tega rap battla. In kdo bo to najboljše naredil, ta bo zmagal, ta bo the champ. To je težko, to je dosti težje, kot ljudje mislijo, da je. Še posebej recimo, jaz sem se hotel udeleževati takrat teh battlov, ki so top of the head, se reče, direkt iz glave, ne? Se pravi improvizacija na licu mesta. Ne? In to je bilo takrat moderno, da se je tako battlalo, se pravi tam si dobil, koga si dobil in 1 minuta in čau. Ampak ne vem, se mi zdi, da se toliko potrudim za ta svoja besedila, da se takrat vedno mislil, da nekako moj pravi jaz ne bo prikazan, ker je to res ful težko. Poglejmo si nekaj izsekov rap battla. To, da si se prijavila battle, je bila tvoja največja napaka. No, v bistvu druga. Prva je bila, ko je šla tvoja plata. Kdo tebe sploh posluša? Ne daje ti niti v veter. Tu, če igraš basket, nikoli ne boš na Radio Center. Moraš v isti povedi omenjati mojega imena in spomenika. Ti si izgubil ta battle še preden se je začel, ker si mogel posneti 2 napovednika. Samo oklicani punchline geni. Sami sebe hvalijo sam narcisoidi, brezdomci in kreteni. Tvoji nameni so grozni kot tvoj von. Lastna hvala, cena mala, geni, zato še vedno repaš za ston. Poleg tega, da je rap battle oblika tekmovanja, je tudi pomemben del hip-hop kulture in prispeva k razvoju rap glasbe. Bistvo repa je, da poveš to, kar živiš, da nekako to je ritmična poezija tvojega življenja, to, kar te obdaja, to, kar upijaš, razumeš, ti si kot nek opisovalec svojega lajfa. Tekmovanje spodbuja umetnike, da izražajo svojo individualnost, raziskujejo različne teme in se povezujejo s svojim občinstvom na edinstven način. Raperji so komentirali, kakšna je rap oziroma hip-hop scena v našem okolju. Včasih je bila bolj razvita, do zdaj smo imeli recimo samo 2 ali 3 prav prioriten battle, se pravi, da si folk vnaprej že pripravi besedilo, tako da mislim, da se to bo razvil, sploh tale event danes, mislim, da bo en pokazatelj, da se še zmer to lahko dela, ampak ja, včasih je bilo malo več, tudi glede freestyle battlov, malo se je potem to umiril skozi čas, ampak jaz mislim, da je zdaj tudi prišla neka nova era novih tekmovalcev, nove mentalitete in mislim, da bo tako, čez 5 let mislim, da bo zelo razvito to po vseh koncih. Že to, da smo v Kopru in ne spet v tej Ljubljani, je ful dobro za hip-hop kulturo in za našo sceno. Ja, hip-hop v Sloveniji je zelo razvit. Pač, tu je recimo, če se navežem, zdaj tle smo na obali, sploh drill recimo, iz obale je tako trenutno je glavnih, pa dosti enih imen je v hip-hopu, tudi danes imamo tukaj enih 15 ljudi, ki bo nastopalo, tako da ja, vse dogaja. A dobro je, zdaj zadnji čas je vedno več mladih tu na obali, ne? Lupo MC in ekipa, Reta in ekipa, razumeš, Demi, Terza, sami novi, nekako MC, podmladek tukaj na obali, tako da mislim tudi, da okoli po Sloveniji je dobra scena, se razvija, zdaj malo več tega UK drilla, malo trepa, malo old schoola, vse se nekako dela, scena je zdrava in tu i svaki čas recimo pogled podcast, Tomu tu Fakirju, razumeš, Tomaž Kosmina, ki nas je danes bral, ki je naredil to, tako da what's up. Po dvobojih je sledil še nastop slovenskega reperja Mrigo ter nastop obalnega dua Terza in Damien. Underground muzika, pač ulični rap delamo. Podpira nas folk iz blokov, iz kvarta, In to je to. Koliko časa pa se že ukvarjaš s tem? Od 14. leta s freestylom in potem tako dalje. Smo rasli počasi. Pa si sodeloval kdaj tudi na rap battlih?
Jaz sem sodeloval tudi na rap battlih, ko sem imel že 16 let in tako dalje. Sem bil tudi na vrsticah in tako. Kako ti je pa to šlo? Vedno iz glave dobro, lahko freestylam, kadar hočem, že tako zjutraj, ko se zbudim, lahko repam. Ajde, lahko zdaj nekaj za freestylaš. Ne bom zdaj, le vrtkam. Kakšni so kaj načrti za prihodnost? Pač imam čez nekako leto, dve, bom izdal album Underground Lucija. In čim več nastopov, organiziram tudi nastope po barih in to, pač organiziram, povabim reperice cele Slovenije, da pridejo šov in to je to. Dogodek je bil dobro obiskan ter požel budno spremljanje občinstva. V torek smo obiskali uradno otvoritev novih izobraževalnih prostorov za študente vizualnih umetnosti in oblikovanja. Univerza na Primorskem je postala bogatejša za še ene učne prostore. Tokrat gre za ateljejske prostore za študente vizualnih umetnosti in oblikovanja, ki se nahajajo v Čevljarski ulici 19 v Kopru. V torek je potekala uradna otvoritev. Mi smo vizualne umetnosti odprli pred 3 leti in v bistvu fakulteta že tako nima dovolj prostorov. Ene prostore smo dobili na Kidričevi ulici in zdaj, ko smo že v 3. letniku, drugo leto pa gremo že v drugo bolonjsko stopnjo, absolutno manjka prostorov. Tako da smo iskali s pomočjo mestne občine Koper nove prostore, ki bi tudi nekako ustrezale, da bi bil tudi razstavni prostor in da poleg dela na fakulteti, da bi tudi ponudili ljudem, ki živijo v mestu, razne kulturne dogodke, da bi zaživelo to mestno jedro tudi v umetnosti in kulturi. Doslej so se študenti učili v prostorih Stare banke na Kidričevi ulici in na Muzejskem trgu. Ker pa se je program začel razvijati, so se znašli v prostorski stiski. Univerza ima velike investicijske izzive, predvsem moramo izpostaviti na prvem mestu problem študentskih ležišč in potem tudi vse infrastrukture za izvajanje naših študijskih programov, ampak namesto, da bi čakali na velike milijone, se z veseljem povezujemo z mestno občino Koper, kakor tudi z drugimi občinami tukaj na obali in da si medsebojno pomagamo in prostorska stiska ni ovira za naš nadaljni razvoj. Rektorica dodaja, da na univerzi upajo, da bo to zametek akademije na Univerzi na Primorskem. Na pedagoški fakulteti pravijo, da naj bi zagotovitev ustreznih prostorov za študente pozitivno vplivala tudi na razvoj umetnosti v mestu. No, to je velika pridobitev za fakulteto, za univerzo in seveda tudi za mesto. Se pravi, kot sem prej omenil, ni zgolj kamen kulturna dediščina, ampak tudi intelekt. In v tem primeru v bistvu je to na nek način neka gojilnica, bom rekel, nekih veščin, ki dopuščajo nekemu mlademu osebku razvijati, da je kritičen, da je odgovoren in da se razvija nekega samostojnega človeka. Študenti se veselijo novih prostorov. Največ nam je manjkalo tako nekih prostorov, kjer v bistvu lahko delamo neka kiparska dela oziroma recimo neke grafike, kjer pač nekako prihaja tudi tako do malo več materijala, ki se odlaga, pa to v bistvu nekako smo rabili tudi neke prostore, kamor se odlagajo stvari, neke skladiščne prostore, nekako tudi tako, da lahko umetniki delajo. V bistvu smo mi imeli učilnice in učilnice niso glih primerni prostori za umetniško izražanje. Zanimanje za program je veliko in do zdaj so bila mesta vsako leto zapolnjena. Čeprav je končni cilj poenotenje prostorov, je nova pridobitev korak, ki bo do takrat olajšal izvajanje študijskega procesa. Hvala za pozornost in se gledamo prihodnjič. Nasvidenje.